Mislim, da bi bilo za Izrael pametno, da bolj jasno pokaže, da spoštuje libanonsko vlado in ponuja pomoč. Mislim, da se je v zadnjem letu ali dveh za Izrael pojavil pomemben adut. Pravzaprav dva. Prvič, libanonska javnost, večina, mislim, da več kot polovica in zagotovo velika večina nešiitov želi, da Hezbolah izgine in si želi mir z Izraelom. In pravkar smo slišali Abdel Husajna, ki je to potrdil in vem, da je to res. In potem libanonska vlada, nekaj časa Libanon sploh ni imel predsednika. Zdaj je njihov novi predsednik zelo pogumen in tudi predsednik vlade. Jasno je, da si to želijo narediti, vendar ne morejo. Izrael se s tem v resnici ni ukvarjal. Bili so, veste, prisiljeni, da se pogovarjajo z Libanonci na dokaj nizki ravni. Morajo pokazati, da so tukaj, da pomagajo. Ideja, da je to izključno izraelski problem, gre na roko Hezbolahovemu narativu, da Izrael napada Libanon. Veliko časa sem preživel v Evropi in nenehno slišim od ljudi, ki bi morali vedeti bolje, da ima Izrael ozemeljske ambicije do Libanona. Izrael mora imeti tudi diplomatsko vejo in spodbujati Libanon, da postane ena od tistih držav, ki odkrito prosijo za pomoč. Veste, Irak in Afganistan sta prosila za pomoč. V zadnji zgodovini je bilo veliko držav, ki so prosile za tujo pomoč. Mali, Mozambik, Kolumbija, ljudje tega ne vejo. Obstaja mehanizem pri Združenih narodih, s katerim lahko zaprosiš za prihod tujih vojakov, da ti pomagajo, in Libanon to očitno potrebuje. Ne mislim, da si Libanon želi, da bi Izrael hodil gor in dol po njihovi državi do doline Beka. In vsakič, ko je ubit libanonski civilist, to škoduje sredstvu, ki sem ga pravkar omenil. Torej, ko rečem, da mora Izrael spremeniti paradigmo zadnjih 45 let, ki je temeljila samo na vojaški sili, to ni zato, ker bi želel, da Hezbolah preživi. Želim, da izginejo. Ampak mislim, da bi to lahko bil učinkovitejši način. Če izkoristite dejstvo, da si Libanon to očitno želi, morda ponudite tudi podkupnino v obliki velike pomoči, ki že čaka v zalivu, da pride v Libanon, ko bo Hezbolah izginil, in ustvarite globalni konsens, da je to svetovni problem. Ni nujno, da so to vojaki iz Belgije. Mislim, da bi lahko bili arabski vojaki ali afriški vojaki. Ne pozabite, Hezbolah je obkoljen. Zdaj so obkoljeni na eni strani z libanonskimi oboroženimi silami, na jugu z Izraelom, na severu in vzhodu pa z neprijazno Sirijo. In obstaja način, kako rešiti ta problem, ki ne sloni le na Izraelu ali le na libanonskih oboroženih silah, ker očitno tega ne zmorejo, ampak je treba narediti nekaj pametnega in ustvarjalnega. In tega ne vidim pri trenutni izraelski vladi, kjer isti ministri v enem dnevu zahtevajo, da Libanon nekaj stori in grozijo, da bodo škodovali libanonski infrastrukturi. Če tega ne storijo, se na to norčujejo iz Libanona, ker ni sposoben ničesar narediti in da mora Izrael vse narediti sam. Mislim, da potrebujemo boljši načrt in da je to izvedljivo. Mislim, da je o tem, kar si pravkar povedal, Dan, veliko resnice. In zelo se strinjam z Ručadom glede glavnih delov tvojega povedanega. Ampak tukaj je problem, da je voz pred konjem. Kar pomeni, da dokler se razmerje moči v državi ne spremeni, je libanonska vlada preveč prestrašena, da bi šla prositi varnostni svet za pomoč in pripeljala tuje mirovne sile za boj proti Hezbolahu. Tega preprosto še ni. In tudi Izrael, s tem, da je preveč javen in postavlja libanonsko vlado kot tisto, ki prosi Izrael za pomoč, bojim se in sumim, da bi se tudi izraelski odločevalci, celo tisti, ki imajo dobre namene glede teh pogovorov, bali, da bi libanonsko vlado potisnili v kot. Imaš prav, Joseph Allen je naredil nekaj pogumnih korakov na prvem srečanju. In mislim, da je na tem zadnjem srečanju in s premirjem, ki izhaja iz tega, v bistvu izzval Hezbolah, naj kljubuje volji obeh vlad, da dosežeta premirje. Imaš prav. To je bil res pomemben korak za libanonsko vlado in dober korak za Izrael. Pomembno je, da se ta argument izpostavi, še posebej v Evropi. Popolnoma imaš prav. Filozofsko gledano obstaja težava. V življenju so trenutki, ko moraš izbrati najmanj slabo možnost. In veš, vsaka možnost je slaba. Imaš prav, tukaj je nekaj v smislu voz pred konjem. Popolnoma imaš prav. Ampak to je najmanj slaba možnost, ker bi bilo, da Izrael zasede celoten Libanon in gre po dolini Beka. Še slabše. Ampak Izrael tega nikoli ni storil in je pustil libanonske oborožene sile. To so njihovi načrti, prosti. Izrael nikoli ni rekel, da so to njihovi načrti. Trenutno gre za varnostno območje južno od... Nikoli, točno tako. Torej nimajo. Ampak nisem prepričan, da je to najmanj slaba možnost. Varnostno območje preprečuje vdore. Ampak Izrael je imel tudi zelo nepriljubljeno 18-letno okupacijo Libanona, kjer je varnostno območje stalo približno 25 vojakov na leto. In trenutno varnostno območje stane približno 3 vojake na teden, bolj ali manj. Ampak Dan, Izrael tega ne more prenesti. Jaz nisem prepričan. Varnostno območje ne preprečuje raketnih napadov. Rakete pa se izstreljujejo iz bolj severnih območij.
Načrt, ki ga ima trenutno Izrael, torej zgolj občasno zmanjševanje grožnje, mi ne bo prinesel tega, kar si želim. Kar pomeni izogibanje, kar bi si morali vsi želeti, torej izogibanje takšni vrsti vojskovanja. To pomaga organizacijam kot je Hezbolah in trenutno dejansko pomaga Iranu, kar pomeni neskončno vojno izčrpavanja. Najmanj priljubljena vojna v zgodovini Izraela je bila, ko je Egipt po 6-dnevni vojni Izrael potegnil v vojno izčrpavanja, kjer so vojaki ves čas umirali in ni bilo vidnega strateškega cilja. Izrael se že 45 let občasno spopada v vojni izčrpavanja s Hezbolahom. To ne deluje in čas je za boljšo, najmanj slabo možnost. Poglej spet, veliko tega, kar praviš, drži, ampak nisem prepričan, da je to najmanj slaba možnost. Resnica je, da imamo na naši severni meji več 100.000 ljudi, ki so večji del zadnjih nekaj mesecev preživeli v zakloniščih in ne vidijo nobene prihodnosti. In ni jasno, da bi v tem trenutku skupina arabskih in afriških vojakov, ki v končni fazi ne branijo svoje lastne države ali katerakoli tretja stran, to ni obramba. Počakaj trenutek. Daj mi sekundo. Ob pomoči NATO. Vojska, ki ne brani svojih lastnih meja, ne bo imela takšne motivacije, kot jo ima izraelska vojska. To je preprosto realnost. Prav imate, da je smiselno delati za drugačno prihodnost. Pravzaprav so pogovori z libanonsko vlado v veliki meri namenjeni temu. Prav imate, da bi vključitev denarja in ljudi iz zalivskih držav lahko bila res pomemben del rešitve. Še posebej, kar zadeva denar, glede na gospodarsko situacijo v Libanonu. In glede na javno mnenje v Libanonu, ki je proti Hezbolahu, je veliko, na čemer je mogoče graditi. Na koncu dneva tudi vojaki NATO, ljudje v tej državi in oba razumeva zakaj, se bodo spraševali, ali bodo imeli motivacijo braniti izraelske meje, tako kot jih brani izraelska vojska. Prav imaš, da ko se bo Hezbolah, in ne morem reči, kdaj bo to, ampak ko se bo ravnotežje moči resnično in zares premaknilo. Tako da stroški boja proti Hezbolahu ne bodo enaki stroškom, kot so zdaj. Da bi morda lahko bila neka sila tretje strani ali pa celo sama libanonska vojska resna možnost. Ampak ko zdaj sedim tukaj, 8. junija 2026, to preprosto ni tako. Tako, ali želite, da ne pospešimo postopka? Z veseljem bi pospešil postopek. Katera je vaša najmanj slaba možnost? Najmanj slaba možnost je nadaljevati pogovore z libanonsko vlado. Strinjam se z vami, izraelski ministri naj prenehajo napadati libanonsko vlado, ko je očitno prevzela tveganja in kaže nekaj dobre volje, čeprav vsi vemo, da ne morejo izvesti. Nadaljevati ali začeti pogovore z državami zaliva, preko Združenih držav, preko drugih. Začeti sestavljati načrt predvsem v smislu denarja, pa tudi začeti razmišljati o kadrih. Ampak dovoliti izraelski vojski, da pametno, preudarno in s načrtom vodi vojno v Libanonu. Vendar je treba razumeti, da je to na kratek rok edina rešitev za ljudi v Libanonu. Načelnik generalštaba, ki je zelo znano rekel, da bo vojna, v tem primeru 6-dnevna vojna, hitra, kratka in elegantna. In to je bila izraelska vojaška doktrina desetletja, ker je Izrael razumel, da je njegovo zaledje majhno in ranljivo, da je demokratična družba in da si ne želijo izčrpavajočih vojn, ki bi uničile vse, kar so zgradili. Bojim se, da je trenutna vlada zašla v situacijo, kjer je iz kakršnega koli razloga pripravljena tolerirati neskončne vojne, izčrpavajoče vojne. Te so bile vedno nepriljubljene. Izčrpavajoča vojna proti Egiptu je bila nepriljubljena. 18-letna okupacija Libanona je bila nepriljubljena in tudi to ne bo nič boljše. Potrebujemo boljši načrt. V redu, gospodje, zagotovo vroča razprava, ki odraža razpravo, ki se odvija pred našimi očmi tukaj v Izraelu, na severni fronti in stran od Irana, ki se zdi se danes že zaključil. Za naše gledalce prinašate odlično analizo. Owen Altman, Dan Perry, najlepša hvala.